Kulturna panorama. Opozorili bomo na razstavo Valentina Omana z naslovom In Memoriam Križev pot Ukrajina, Bližnji vzhod, ki so jo odprli v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Napovedali bomo Kosovelovo leto, ki ga je ob stoletnici smrti pesnika Srečka Kosovela razglasila Vlada Republike Slovenije. In spomnili, da bo jutri Evroradijski božični dan, pri katerem tudi letos sodeluje program Ars Radia Slovenija. Predstavili bomo prejemnika Trubarjevega priznanja, ki ga podeljuje Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Poročali bomo o razstavi Fragmenti v galeriji Miklova hiša v Ribnici in o razstavi Janeza Bogataja Koga sem videl v galeriji Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov v Ljubljani. Kulturno panoramo pripravljamo v uredništvu za kulturo tretjega programa Ars. Z glasbo je opremlja Tina Ogrin, za mešalno mizo je danes Mirta Berlan, pred mikrofonom pa Staša Grahek. V četrtek so v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu odprli razstavo Valentina Omana, slovenskega slikarja z avstrijske Koroške, ki se neutrudno zavzema za pravice slovenske manjšine v Avstriji. Razstava In Memoriam Križev pot Ukrajina, Bližnji vzhod združuje njegova nova dela s starejšim in najbolj poznanim ciklom Ecce Homo. Razstava je posvečena umetnikovi 90-letnici in zaključuje obsežnejši cikel razstav, ki so zaznamovale Omanovo leto. Več pa v prispevku Urške Savič. Valentin Oman je eden izmed najpomembnejših srednjeevropskih likovnikov našega časa. Tako je zapisal Marko Košan, kustos umetnikove najnovejše razstave v Slovenj Gradcu, ki končuje Omanovo leto, posvečeno avtorjevemu visokemu jubileju in njegovemu obsežnemu opusu, ki še kar naprej neprekinjeno nastaja. O gostovanju Valentina Omana v Koroški galeriji likovnih umetnosti njena direktorica Petra Čeh. Sodelovanje z Valentinom Omanom nam je seveda v veliko čast. Namreč poleg tega, da je res izjemen umetnik, ki je pustil svoj vtis tako v javnem prostoru kot slikarskem in grafičnem opusu, je po drugi strani seveda izjemno angažiran in eden tistih koroških Slovencev, ki si zares vsa leta izjemno aktivno prizadeva, zato da bi slovenski jezik ostal nekako aktiven in tudi seveda s tem je povezana slovenska identiteta, ki je bila tekom zgodovine velikokrat na nekem prepihu. Valentin Oman se tem prepihom nekako ni pustil, da bi ga zamajali, ampak je vedno ostajal pokončen in v tem vidiku tudi seveda pogumen. Verjamemo, da mu kot koroškemu Slovencu ravno zaradi tega velikokrat tudi ni bilo lahko. Tako da iz tega vidika smo v Koroški galeriji likovnih umetnosti seveda že prej tudi sodelovali z Valentinom Omanom, ki nam je tudi že v preteklih letih pustil kot donacijo številna slikarska dela. Tokrat smo še posebej ponosni, torej, da ga lahko gostimo kot izjemnega umetnika, vrhunskega človeka, humanista v Koroški galeriji ob njegovi 90. obletnici. Valentin Oman ne živi v preteklosti, čeprav pripada generaciji, ki je bila močno zaznamovana z brutalnostjo in travmatičnimi dogodki druge svetovne vojne. Njegov pogled na svet je aktualen in politično angažiran. V svojem novem delu uporablja medijske podobe vojnih konfliktov, ki jih fotografira z digitalnih zaslonov in jih plasti in obdeluje, podobno kot to počne s svojimi slikarskimi deli. Proces svojega dela je razložil Valentin Oman. Po meni je tako, da če se taka stvar zgodi, kakor je ta vojna začela se v Ukrajini, potem je to tako, da me to delo, ki je to tedaj bilo moje delo, ne zanima več. To je tako, kot da bi prerezbil in potem se koncentriram na tako stvar, kakor je sedaj ta vojna v Ukrajini in potem je še prišla vojna v Izraelu, Palestina. In primerno je zame tudi, ker tak dogodek je zame tako močno, to je nekaj, ki jaz tudi nočem več pozabiti, radi tega se koncentriram na to tematiko,
proti pozabljenju takega dogodka. In to sem že večkrat imel, ker ni prvi, tako rekoč, križu pot o taki situaciji. Če pogledam nazaj, potem sem imel bosanski rekviem. Ne vem, ali se dosti ljudi še spomnijo na vojno v Bosni. Potem na Plešivcu zgoraj v sakralnem prostoru, v cerkvi na Plešivcu, je piranski križopot. Piranski križopot radi tega, ker sem te slike obdeloval v okviru kolonije, ki smo imeli v Piranu septembra 1993, ki je vojna na Hrvaškem bila. V Sloveniji je bilo že mir, samo tedaj je ta vojna na Hrvaškem na višku. Jaz sem v tem času, ko je vojna v Sloveniji bila, sem jaz slikal v cerkvi v Šentjakovu, tudi pod geslom ne samo križopot, ampak človeški križopot. Tako rekoč ne v slikah, ampak potovanje kot križopot človeštva. In potem, ko smo jeseni, septembra v Piran prišel, sem mislil, sedaj bom to na nov način, na en drug način obdeloval, to tematiko. To je bilo tedaj, ko sem še s fotografijo do ene ekspozicije delal. Sedaj pri tem križovem potu in memoriam Ukrajine je pa to, kar skrivnostno napravi, da jaz obdelam še enkrat te fotografije, ki sem jih posnel iz televizije. In med tem časom, ko imam to delo, se tako koncentriraš, da te spomini na to dogajanje, ta 2 leta, ki sem obdeloval Ukrajino, da to ne boš pozabil tako hitro, kot da enkrat vidiš televizijo in potem pozabiš to. Oman v svojih delih pogosto uporablja fragmentacijo in nedokončanost, saj meni, da takšen pristop na vprašanja ne odgovarja, temveč jih postavlja. Umeščenost njegovih del na tokratni razstavni postavitvi, tako prostorsko kot simbolno, pojasnjuje Petra Čeh. Trenutna postavitev je izjemno monumentalna, deluje celo na nek način katedralno. Namreč Valentin Oman se je sam odločil, da bi postavil specifična dela, ki so tudi prvikrat predstavljena v naši galeriji oziroma tudi na splošno, v postavitvi križa, ki mu je sicer osebno zelo blizu in pa je tudi izjemno simbolno povedno. Ob tem seveda je kombiniral svoja dela, in sicer z naslovom In memoriam Ukrajina Bližnji vzhod, kjer se konkretno nanaša torej na sporočilnost vojne problematike, medtem ko ta dela so zaobjeta z njegovim ciklom, ki je verjetno tudi eden najbolj poznanih njegovih ciklov Ecce Homo, ki pa pravzaprav pooseblja tisto najbolj človeško in preoprašuje pri čisto vsakem posamezniku, ki se postavi pred posameznimi slikarskimi deli, kdo sem, kaj sem in kako razmišljam, kako sem lahko še boljši človek v tem svetu. Razstava In memoriam Križev pot Ukrajina Bližnji vzhod končuje cikel razstav, ki so se letos v poklon Valentinu Omanu zvrstile v Avstriji, Sloveniji in na Slovaškem. Na ogled bo do 1. marca 2026. V Sežani so odprli vrata Kosovelovemu letu, ki ga je lani razglasila slovenska vlada na pobudo tamkajšnje občine. Uradni začetek leta je hkrati tudi zaključek projekta Konstrukturizem, ki je namenjen spoznavanju pesnikove dediščine na poti med Sežano in rodnim Tomajem.
Prav dediščina bo tudi v prihodnjem letu pomembno zaznamovala kulturno in turistično dogajanje na Krasu in širše in odprla nove možnosti spoznavanja kraškega pesnika širši javnosti doma in gostom iz tujine. Več Neva Zajc. Sežana vstopa v Kosovelovo leto z napovedjo vrste novosti, namenjenih različnim publikam, od doživljajske poti za najmlajše Zlati čoln, digitalne nadgradnje literarnega urbanega sprehoda v korak s Kosovelom, do najpomembnejše, to je celovite prenove Kosovelove domačije v Tomaju, ki jo bodo dokončali do kulturnega praznika. Nekaj novosti je bila deležna tudi Kosovelova soba, kjer bodo v prihodnjem letu proslavili 50 let delovanja. Prav ta prostor v središču Sežane, nedaleč od kulturnega centra Srečko Kosovel, je imel v zadnjem desetletju, kar ga vodi Mateja Kralj, skrbnica sobe in tomajske domačije, pomembno vlogo pri poznavanju pesnika in njegovi promociji. Dobra poznavalka pesnika spremlja odzive in opaža vse večje zanimanje zanj, ob čemer poudari njegovo aktualnost. Je modern, je drzen v izrazu, njegov izraz je sodoben, uporablja moderno besedišče, ki lahko nagovarja nenazadnje tudi mlade ljudi, ker vedno tožimo, da so mladi tisti, ki premalo berejo. Dejansko so njegove pesmi, njegovi zapisi dokument časa iz začetka prejšnjega stoletja, časa, v katerem so nastajale, vendar res presegajo te časovne okvirje in brez težav nagovarjajo človeka iz začetka 21. stoletja, torej človeka, ki danes biva, ki se mu danes porajajo neka vprašanja. Kaj je tisto, kar nas razdvaja? Kaj je tisto, na čemer bi morali graditi boljšo družbo? Proti popredmetenju sveta človeka, razmislek o tem, kaj je zlato in kaj je gnoj, če se navežem na njegov znamenit konspekt. Govoril je o krivicah, o zapostavljenosti nekaterih elementov družbe in pa seveda opozarjal je na izganjajoče vrednote, na katerih je pravzaprav on gradil vse. Srečko Kosovel je prestopil kraške in slovenske meje, pravi sogovornica. V svetu je preboj doživela njegova avantgardna poezija, saj je pred nedavnim izšel celoten prevod integralov v francoščini. Integrale pa lahko berejo tudi v kitajščini. Kraljeva dodaja. Mislim, da Srečko odmeva tudi v tujini, ampak mogoče še v preveč ozkih krogih in bi ti krogi morali biti širši oziroma bi lahko nagovoril širšo publiko tudi v tujini, če bi seveda ta glas prišel do njih, ne. Velja poudariti, da je nujno še prevajati Kosovela v tuje jezike. Kosovelovo leto je pomembna priložnost za širjenje vedenja o pesniku in spoznavanje njegove poezije, tako za laično kot za strokovno javnost. Mateja Kralj verjame, da je to pomembna priložnost. Jaz upam, da bo to leto tudi priložnost, da izobražujemo o njegovi poeziji, o njegovi misli. Predvsem pa tudi to, da se to zanimanje za Kosovela potem še nadaljuje po letu 26 in da bo dejansko Sežana in Kras skupaj s Tomajem dobil središče, v katero bodo prihajali ljudje prav zato, da se bodo seznanili s pokrajino, v kateri je Srečko se rodil, v njej umrl, ki ga je tudi zelo zaznamovala in tukaj spoznavali njegovo poezijo. Torej bo velika priložnost, da izobražujemo pravzaprav o Srečku Kosovelu in seveda s tem širimo te njegove vrednote, ki jih je poudarjal. Pesnikova domačija bo prenovljena dočakala prihodnji kulturni praznik, v njej pa napovedujejo nove vsebine. Kosovelova soba pa bo v jeseni obhajala 50 let.
Jutri bo marsikje po Evropi potekal eden najbolj priljubljenih glasbenih projektov Euroradija, Euroradijski božični glasbeni dan. Praznik božične glasbe, ki se mu tudi letos pridružuje program Ars Radia Slovenija, poteka vsako leto, najpogosteje na 3. decembrsko nedeljo, letos pa izjemoma na 2. Iz obsežne ponudbe, ki tokrat šteje 14 zaokroženih tematskih koncertov, boste na Arsu lahko slišali 8 najzanimivejših. Med njimi je tudi koncert z naslovom Ubi Caritas et Amor, kjer je resnična ljubezen, ki je bil sicer sinoči v Uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani, v nedeljo pa mu boste lahko na Arsu prisluhnili ob 5. popoldne. Več o vsebini posebnega Euroradijskega božičnega dneva pa v prispevku, ki ga je pripravil Mihael Kozjak. Euroradijski božični glasbeni dan vsako leto razveseljuje ljubitelje raznovrstne glasbe za adventni in božični čas, pa naj gre za starodavne napeve, umetelne, renesančne ali baročne motete, bleščeče instrumentalne skladbe, velika oratorijska dela ali tradicionalne in sodobnejše zborovske uglasbitve. Po nekaj letih pri tej zgodbi, božičnem glasbenem popotovanju po svetu oziroma letos po Evropi, sodeluje tudi Radio Slovenija s koncertnim programom Ubi Caritas et Amor, kjer je resnična ljubezen. Že sinoči je v Uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani pod umetniškim vodstvom Sebastjana Vrhovnika mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana ozvočil izbrane Galusove motete in 4 sodobne uglasbitve antifone Ubi Caritas et Amor. Spored je s starodavnimi napevi iz različnih kodeksov prepletal tudi ansambel za zgodnjo glasbo Audite, ki ga vodi Janez Jocif. Sebastjan Vrhovnik. Program nekako obsega 3 glavne sklope. Rdeča nit je ravno besedilo Ubi Caritas et Amor. Program pričenjamo v sami osnovni postavitvi z gregorijanskim koralom, nato pa preko 4 slovenskih skladateljev, ki so uglasbili to besedilo. To so Tilen Slakan, Andrej Makor in Nataša Kocijančič. Tilen Slakan in Nataša Kocijančič sta napisala kompoziciji ravno za komorni zbor Glasbene matice in na koncu bo zazvenela krstno noviteta od Federike Lupinto, ravno tako na istoimensko besedilo, kjer pa se bomo povezali skupaj obe skupini, kateri bomo pripravili koncert. Kot sem že omenil, bojo 3 sklopi motetov našega renesančnega mojstra in se nekako sprehodili od brezmadežnega Marijinega spočetja do adventnega časa in na koncu seveda pridemo tudi do božiča. Program koncerta Ubi Caritas et Amor so dodatno obogatili izbrani napevi iz različnih evropskih zbirk, kodeksov, ki jih je predstavil ansambel Audite. V njem kot pevca in multiinstrumentalista nastopata Federika Lupinto in Tilen Udovič, vodi pa ga prav tako vsestranski glasbenik Janez Jocif, ki je pripravil izbor pesmi. Izbor je bil v bistvu iz enega debelega fascikla, kjer sem že nekaj let shranjeval recimo božične srednjeveške pesmi. Izbor je bil narejen skupaj s Sebastjanom, torej nekako sva jih razvrstila po teh božičnih obdobjih. Sicer je pa to en širok izbor, začenjamo v bistvu nekje v 12. stoletju oziroma v 13. stoletju s kodeksom Montpellier. Potem je tukaj Alfonso El Sabio, ki je vladal kot kralj v Španiji v 13. stoletju in izdal en ogromen kodeks Cantigas de Santa Maria, ki je preko 400 pesmi posvečeno Mariji. Potem sta 2 skladbi iz obdobja 14. stoletja in pa zaključujemo s eno zanimivo skladbo iz tudi zanimivega kodeksa Pie Canciones, ki je bil pa izdan na Finskem in gre v bistvu en tak zbirka srednjeveških božičnih pesmi iz cele Evrope, ki je bila pa ponatiskovana še v bistvu v 19. stoletje in jo imajo Finci kar za nekako ljudsko glasbo njihovo, tako da je tudi Sibelius iz tega kodeksa črpal svoje stvari. To je pa v bistvu na pol že zapuščamo srednji vek in se približujemo Galusu.
Koncertu Ubi Caritas et Amor, kjer je resnična ljubezen, boste torej na programu Ars lahko prisluhnili jutri ob 17. uri. Letošnji seznam koncertov posebnega dne je sicer kot kurator pripravil direktor zbora BBC Singers Jonathan Manners, ki pravi, da mu je bilo v čast in veselje kurirati letošnjo izvedbo Evroradijskega božičnega glasbenega dne. It has been a joy and an honour to curate the 2025 annual Euro Radio Christmas Music Day. V glasbenem smislu je božični čas poskrbel za bogat repertoar, ki se nenehno razvija in prinaša nove in nove uglasbitve zgodbe o Kristusovem rojstvu. Lepota tega dne je v povezovanju te zgodbe po Evropi in v slišanju narodnih oziroma regionalnih odtenkov, ki predstavljajo najboljše v naši skupni glasbeni ustvarjalnosti tega pomembnega obdobja v letu. Za številne so zbori v srču naših glasbenih praznovanj o božiču in današnji dan ponuja veliko takšnih vrhuncev. Vedno uživamo, ko smo s pevci zbora BBC Singers del takšnega posebnega dne. Tokrat prinašamo nove uglasbitve adventnih O Antifon, ki so jih ustvarile izključno skladateljice in se po krščanski tradiciji pojejo zadnjih 7 dni pred božičem. Kakršenkoli že je glasbeni okus poslušalcev, letošnje evroradijsko božično drevo ponuja veliko vrhuncev na čudovitem glasbenem popotovanju po Evropi v božičnem času. Evroradijski božični glasbeni dan se bo na Arsu sicer začel ob 11. uri in 10 minut s koncertom danskega nacionalnega vokalnega ansambla pod vodstvom Markusa Krida, ki bo v garnizijski cerkvi v Kiebenhavnu predstavil slogovno raznovrsten splet pesmi za božični čas nemških in danskih skladateljev. Opoldne se bomo odpravili na Dunaj na koncert italijanske baročne glasbe s skupino Gabeta Consort, 5 minut čez 1 v London, kjer bodo torej zvenele adventne v antifone v uglasbitvah raznorodnih skladateljic, tudi Slovenke Tadeje Vulc, ob 14. uri pa bo prvi sklop koncertov zaokrožil sloviti komorni zbor Rias, ki bo v Berlinu izvedel glasbo Benjamina Brittna in Francisa Poulenca. Pred slovenskim prispevkom ob 17. bodo uro prej v cerkvi Kaljev v Helsinkih zveneli finski tradicijski božični napevi v sodobnejših zvočnih preoblekah, ki jih bo predstavil ansambel Gamut, v katerem sodelujejo mednarodno prepoznavni finski ljudski glasbeniki Pelimani. O 6:30 bomo predvajali posnete koncerta iz Kijeva, kjer je zvenel božični oratorij Camilla Saint-Sansa, letošnje božično glasbeno popotovanje na Arsu pa bomo pozno zvečer sklenili s pirenejskimi renesančnimi, pretežno vokalnimi deli, torej Viljansiki in Ensaladami, ki jih bo v Madridu predstavil ansambel Cantoria. V Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani so pred dnevi podelili letošnja Trubarjeva priznanja. Od leta 2008 jih osrednja državna knjižnica podeljuje za pomembne prispevke k ohranjanju nacionalne pisne kulturne dediščine. Tokrat sta bila prejemnika Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca in dvojica z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.
Raziskovalko Andrejko Žejn in predstojnika inštituta Matijo Ogrina je na dan podelitve obiskal Goran Tenze, ki sta mu sogovornika več povedala o urejanju in predzgodbi letošnje znanstvene izdaje tako imenovanega poljanskega rokopisa. Gre za prepis nabožnih zgodb o Kristusovem življenju iz obdobja baroka, za kar sta bila nagrajena. Tokrat sta ga poleg Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik iz Celovca dobila tudi vidva spoštovana gosta iz Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede, ZRC SAZU, doktorica Andrejka Žejn in dr. Matija Ogrin, predstojnik inštituta. Seveda za kritično izdajo, ki je letos izšla poljanskega rokopisa. Najprej čestitke. Hvala lepa in hvala za povabilo. Hvala. Gre očitno za pomemben pisni dokument iz 18. oziroma nastavljen je bil v 18. stoletju, najden je bil pa precej pozno v neki kmečki hiši v Poljanski dolini. Matija Ogrin, kako je prišlo do tega odkritja in zakaj je pomembno? Do tega odkritja je res prišlo po sreči, kot se reče, kot se marsikaj nepričakovano in skrivnostno zgodi v našem življenju. Neki rokodelec, menda po poklicu tesar iz Poljanske doline, ki je želel ostati neimenovan, je arhivistu pokojnemu Francetu Štuklu iz Škofje Loke prinesel na ogled ta rokopis. Ta ga je zadržal za nekaj časa in ga posredoval Borisu Golcu, ta pa meni, in na koncu sva se odločila, da ga izročiva v Narodno knjižnico, ker je to pravi kraj za hranjenje takšnih izjemnih dragocenosti. Kajti takoj po najdbi, ko sva ga dobila z Borisom Golcem na mizo, je bilo jasno, da je to izjemno baročno delo, eno najobsežnejših ali morda sploh najobsežnejše baročno besedilo, pa še dolgo časa najobsežnejše v slovenski literaturi, morda do 20. stoletja, in da gre za neko izjemno najdbo. In potem smo seveda fotografirali ves rokopis in ga začeli vsebinsko raziskovati. Andrejka Žejn, vi ste se priključili tudi zato, ker se ukvarjate s to pisno tradicijo. Nenazadnje letos je šla ta vaša knjiga v okviru domače založbe, torej ZRC-jeve, 200-letna tradicija slovenske pripovedne proze od srede 17. do srede 19. stoletja. Kakšen je pomen pravzaprav tega rokopisa, glede na to, da je bil v 18. stoletju, v takratnem obdobju terezijanskih in jožefinskih razsvetljenskih, nenazadnje so ukinili tudi samostane takrat, in potem se je to sicer obnovilo, ampak takrat je bil en tak, recimo temu, antiklerikalni, v bistvu gre za nemški izvirnik, o Jezusovem življenju, Das Leben Christi, mislim, da, In potem so delali prepise, ker je bil na indeksu prepovedanih knjig. Zakaj je to za nas pomembno, za zgodovino slovenske pismenosti? Hvala, da ste odprli to res zanimivo, še neraziskano vprašanje. S tem sem se dejansko tudi ukvarjala v tej monografiji Izhodišča slovenske pripovedne proze. Ko je ta monografija nastajala, mi je že bil na voljo poljanski rokopis, lahko sem že delala prve analize, začela sem z jezikoslovnimi, nato slogovnimi. In v bistvu se je pokazalo, da je ta tradicija, ta literarna tradicija, kakršna je ohranjena v poljanskem rokopisu, čeprav ta rokopis ni bil natisnjen, ampak na vsak način se je širil ustno, tudi pisno. Ampak dele te tradicije iz poljanskega rokopisa je mogoče prepoznati tudi v prvi slovenski izvirni pripovedi Sreča v nesreči Janeza Ciglerja, kajti ta biedermajerska literatura, kamor sem lahko uvrstila Ciglerja, v delu svojih slogovnih izraznih sredstev tudi obuja to baročno pietistično tradicijo, kakršno najdemo v poljanskem rokopisu. Težko bi rekla, da je on ravno iz poljanskega rokopisa črpal, zato vsekakor ne moremo... Ker je bilo tega več, očitno. Tako. To je bila ena zelo široka tradicija, ohranjena v različnih oblikah in duhovne in druge literature, recimo v Križevih potih. Nenazadnje je Cigler izdajal tudi molitvenike,
in se je tudi preko tega seznanjal s temi ostanki baročne literature, ki je kljub tem uradnim nasprotovanjem bila med ljudmi zelo, zelo živa, očitno. Toliko za enkrat, sicer pa, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, razširjeni pogovor na temo boste lahko slišali v torek v naši oddaji Jezikovni pogovori. Likovna zbirka Riko je ena bolj prepoznavnih zasebnih umetniških zbirk pri nas. Sistematično jo dopolnjujejo z deli sodobnih slovenskih avtorjev in vsako leto pripravijo izbor za razstavo. Letošnjo z naslovom Fragmenti so v sredo odprli v galeriji Miklova hiša v Ribnici. Na razstavi so dela 13 umetnikov in enega umetniškega tandema. Več po prispevku Sanje Rejc. Likovna zbirka Riko že od leta 2004 z razstavami gostuje v galeriji Miklova hiša. Kustosinja Polona Lovšin je ob postavljanju letošnje razmišljala tudi o pomenu zbirateljskega navdušenja. Mislim, da o zbirateljskem navdušenju zelo premalo govorimo, ker gre za eno tako poglavitno substanco zasebnega zbirateljstva. Javne zbirke lahko obstajajo brez tega navdušenja, ker sledijo tudi nekim drugim merilom in drugim poslanstvom. Zasebne zbirke pa brez tega ne morejo obstajati. In kaj najbolj pokaže, kaj najbolj izpričuje zbirateljevo zbirateljsko navdušenje, kot zadnji odkupi najnovejše pridobitve, in to so na tej razstavi dela Mladena Stropnika, Tomaža Furlana in Andreje Škufce, ki sem jih postavila na razstavo, seveda kolikor dovoljuje to tloris galerije Miklova hiša, za že obstoječimi deli iz naše zbirke. O naslovu letošnje razstave Polona Lovšin. Fragmenti se mi zdel tak pomenljiv naslov, ker gre dejansko za fragmente iz zbirke. Zbirka je veliko bolj obsežna, kot jo lahko pokažemo na razstavi. Prav tako gre za fragmente iz avtorjevih opusov. In ne nazadnje, ali pa upam, da gre tudi za en tak fragment, en tak reprezentativni izbor iz slovenske sodobne umetnosti. Poleg že omenjenih avtorjev so na razstavi fragmenti še dela Viktorja Bernika, Katje Fele, Dejana Habihta, Alena Ožbolta, Uroša Potočnika, Petra Raucha, Lucije Rosc, dvojca Small But Dangerous, Špele Škul, Nine Tovornik in Tadeja Vaukmana. Kaj je umetnicam in umetnikom skupnega? Jaz mislim, da jih predvsem povezuje to, ne to, da so del Rikove zbirke, ampak da jih povezuje neka sorodna razmišljanja, zanimivi avtorski koncepti, povezave, ki se med deli ustvarjajo. Predvsem pa jih povezuje to, da so vsa nastala pravzaprav v sodobnem času, v okviru recimo zadnjih 20 let. Se mi zdi, da res govorijo pravzaprav o našem trenutku, ki ga zdaj živimo, ki ga zdaj mislimo, ki ga zdaj nekam projiciramo. Kako sicer oblikujejo zbirko Riko, njena skrbnica Polona Lovšin? Likovna zbirka Riko ima svojo provenienco v nekem družinskem izročilu, ki ga je direktor Janez Škrabec podedoval od svojih starih staršev, ki so bili pravzaprav zelo pomembni umetnostni meceni, sopotniki tedanjih umetnikov, to je predvsem medvojnih umetnikov. Naša zbirateljska politika po eni strani dopolnjuje ta fond, ki je nastal že pred časom, se pravi, da
odkupujemo dela slovenskih modernistov, slovenske moderne. Največji zbirateljski fokus pa je vendarle usmerjen v sodobno slovensko umetnostjo, ker ne nazadnje s tem dajemo tudi vrednost ne samo sodobni umetnosti, ki ima velik pomen in je velika vrednota za nas, ampak tudi vse tako se nam zdi, da malo spodbujamo sodobno ustvarjalnost, ne? Da malo pripomoremo k izboljšanju eksistencialnih ali pa celo predvsem produkcijskih pogojev sodobnih avtorjev. Se mi zdi, da je to del enega našega poslanstva, ker kdo pa bo podprl slovenskega umetnika oziroma ustvarjalca, ki ustvarja tukaj, če ga ne bomo mi sami. Ne? In me pa tudi zelo veseli, da je slovenski prostor, čedalje bolj zasedajo tudi galerije, ki promovirajo slovenske avtorje tudi na mednarodnem prizorišču. Ne? Času primerno smo sogovornico vprašali tudi, če ima kakšno željo za prihajajoče leto. Ja, imam eno. Veliko sem razmišljala o tem, kaj pravzaprav zaželeti tudi sebi za prihodnje leto. Ne? In se mi zdi, da živimo v dobi ekonomije pogleda. In da je vse več podob okoli nas, ki so monetizirane, ki so inštrumentalizirane, ki temeljijo na enem spektaklu, na potrošniški kulturi. In se mi zdi, da je še toliko bolj dragoceno, da se naš pogled čim večkrat in čim dlje zaustavi na umetniških delih. Se mi zdi, da so, če govorimo o ekonomiji pogleda, pa bom spet malo hranila ta ekonomski žargon, da so donosi za lepše, boljše življenje veliko višji, če gledamo več umetnost, kot pa take mimobežne vsebine, ki jih imamo v javnem prostoru ali pa na družabnih omrežjih. Za urjenje pogleda je razstava Fragmenti v galeriji Miklova hiša v Ribnici odprta do 31. januarja 2026. Prostori Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov v hiši na Komenskega 8 v Ljubljani so bili v 80. letih prejšnjega stoletja živahno središče slovenske likovne ustvarjalnosti. V njih so se srečevali umetniki, kustosi, kritiki in prijatelji umetnosti. Reden obiskovalec razstavnih dogodkov je bil med letoma 1988 in 1990 tudi fotograf Janez Bogataj. Takrat že uveljavljen fotoreporter revije Mladina in soavtor značilne podobe takratne ljubljanske punk scene je v dobrih 3 letih ustvaril ciklus fotografij, v katere je ujel eno najuspešnejših poglavij delovanja več kot 100 let starega društva, predvsem pa tudi duhovno podobo 80-ih, prežetih z neverjetnim optimizmom, toleranco in morda poslednjim boemstvom, je zapisala kustosinja Judita Krivec-Dragan. Razstava Bogatajevih fotografij z naslovom Koga sem videl je na ogled v prostorih Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov do 6. januarja. Z obema se je pogovarjal Aleksander Čobec. Ja, jaz sem prepričana, da lahko ob tem primeru govorimo o izraziti dokumentarni umetniški fotografiji, ker združuje tako posnetek realnosti, kot pa seveda izrazito avtorsko interpretacijo. Kar je tudi izjemno zanimivo je to, da Janez ni iskal reprezentativnih postavitev, ni ga zanimalo, kdo je po funkciji pomembnejši, temveč so mu bili zanimivi ljudje kot taki. In zaradi tega je ta razstava tako dragocen dokument nekega časa,
videnega seveda skozi oči umetnika. Kajti tako kot so bili drugi umetniki, je bil tudi Janez Bogataj umetnik, ki je izrazito z te pozicije tudi nastopal. In kako ste vi, Janez Bogataj, zašli v to živahno središče slovenskega likovnega prostora? Kaj vas je pritegnilo, da ste v teh prostorih začeli redno fotografirati? Ja, to je bilo tako čisto preprosto. No. Prišel sem tam 88. leta, ne. Takrat sem nekako službo zaključil na Mladini in sem bil svoboden fotograf, ne. In sem potem prišel sem in sem čisto tako na svoj način začel fotografirati tukaj. Ne. Potem sem pa Judita pač je takrat delala tukaj, sem ji pokazal te stvari in je bila zelo navdušena, tako da pa sem dobil še večje veselje in sem potem kar hodil na te otvoritve in fotografiral. Ne. Pa bilo je pa tudi zabava vse skupaj, ne? Tako da v glavnem kot zelo lepo obdobje se spominjam tega. Ali ste se tukaj bolj počutili kot opazovalec ali bolj kot del skupnosti? Ja, seveda od začetka sem bil bolj opazovalec, potem sem pa tudi spoznal se, tako da tako šlo eno prijateljstvo sem imel potem tudi tukaj, ki je prihajala, no? Tako da v bistvu je bilo tak kot zabava vse skupaj, ne? Vaš fotografski pristop je izjemno spontan in opazovalen. Kako bi sami opisali svoj način dela v tistih letih? Ja, pri meni vse gre nekako na te neke kompozicije iščem jaz. Tako hočem na nekaj svojega narediti pri vsaki stvari, ne. Tudi pri drugih stvari, ko sem jih delal, ne. Tako da sem v bistvu to samo nekako nadaljeval svoje prejšnje delo, ne. Tako da, se pravi, mi je bilo pa pol tudi zanimivo, ravno zdaj, ko to pregledujem nazaj, material mi je zelo zanimiv, ker večina teh ljudi takrat nisem niti vedel, kdo so na fotografijah, no, in tako da me zdaj še nekako preseneča vse skupaj to, ne. Kdo so bili vsi ti zanimivi ljudje? Mogoče se spomnite kakšnega dogodka, ki ga Janez Bogataj posebej izstopajoče ujel? Bilo jih je zelo veliko, kot je že sam prej povedal, je bilo zabavno, lahko rečemo, dulče komutile, prijetno s koristnim. Hodili so od znamenitega igralca Dimetra Bitenca, pa Iztoka Jereba, pa Igorja Torkarja, ki je bil takrat sicer več ne, ampak leta nazaj problematičen ne, v družbi. Alenka Gerlovič, ki je prihajala še z Partizanov, imela je zelo seveda dobro srce, dobre namene, ampak bila je stroga, kot da je še zmeraj tam v tisti centralno-tehnični tiskarni v Rogu, kjer so imeli tako malo sredstev, da so si lahko privoščili najskromnejše materiale in tiskali izključno za to, da so spodbujali ljudi, kaj več ne. No in če bi že govorili, ne, takrat se je tako rekoč umetniki moški zelo bali oziroma so imeli rešpekt. Zelo je preganjala kajenje. Zanimivo je, da so na vseh fotografijah smo vsi v oblakih dima, da smo vsi s kozarci, kar bi danes verjetno, ne vem, če bi bilo mogoče. No in pred Alenko so tudi v rokah zmečkali čike in podobno, samo da jih ni kregala. Ja, na fotografijah je videti, kako ste bili vsi sproščeni, živahni, tudi nagajivi. Kakšne so anekdote iz tistega časa, ki so se zgodile v teh prostorih na Komenskega 8? No, eno od posebej zanimivih je zagotovo od Igorja Torkarja, pisatelj, seveda tudi predavatelj na Akademiji za likovno umetnost za kemijo, je zelo rad zahajal na društvo. Moram reči, da sva postala prijatelja in mi je marsikaj zaupal. Spomnim se, da mi je nekoč rekel, da vsi trije so me zaprli. V stari Jugoslaviji so me zaprli, med vojno so me Nemci zaprli, po vojni so me pa še naši zaprli. In je bil izjemno nerazpoložen do določenih ljudi in se spomnim, ko so imeli tukaj v pisarni na Komenskega 8 sestanek takrat, ne vem, kaj je bila komunistična partija, pač neka verjetnost društva, je prišel pred vrata in zalajal v pozdrav. In nekdo odprl vrata? Ne, to pa ne. Nastala je smrtna tišina. V 80-ih ni bilo veliko umetnikov v Sloveniji, ki bi fotografirali tako kot Janez Bogataj, ali je bil med prvimi, ki je podajal takšno avtorsko refleksijo sveta skozi fotografijo? Ja, res je. Bilo jih je precej, bilo je kar nekaj umetniških fotografov tistega časa, ampak da bi se pa tako
poglabljali v dokumentarno umetniško fotografijo, kot se Janez, pa dejansko je bilo bolj redko. Zato smo njegovo delo izjemno cenili in zato mislim, da je tudi danes še zagotovo ne samo zvesta podoba časa, zanimiva za arhiv in za zgodovino, ampak za širše kulturne kroge. To je bila Kulturna panorama. Prispevke, ki ste jih slišali, so pripravili Urška Savič, Neva Zajc, Mihael Kozjak, Goran Tenze, Sanja Rejc in Aleksander Čobec. Glasbo je izbrala Tina Ogrin, oddajo je posnela Mirta Berlan, uredila in vodila pa Staša Grahek. Kulturna panorama je dostopna tudi na spletnih straneh Arsa in RTV 365 ter v aplikacijah za podcaste.